tokrat v občinskem informatorju. Snagine položnice med 50 in 70% dražje. Mladi s podnebnim štrajkom opozorili na podnebne spremembe. Konflikt interesov v karnevalski dvorani na Ptuju. Svetovno prvenstvo v downhillu prihaja v Maribor. Spomladanski celjski sejem. Učenci osnovne šole Ljudski vrt na Ptuju pripravili pravo zgodovinsko predstavo. Mariborski futsalisti z zmago v končnico prvenstva. Lepo pozdravljeni. Občanke in občani Mestne občine Maribor bodo po novem očitno plačevali višje položnice odvoza komunalnih odpadkov. Ceno naj bi povišali med 50 in 70% na zabojnik. Ali je torej izgradnja 12,5 milijonov evrov težke sortirnice v Mariboru bila za manj? Le dobrega pol leta po začetku poskusnega obratovanja Snagina sortirnica očitno ne predela dovolj odpadkov, da bi lahko odplačevala tako visok kredit in dejansko upravičila status, ki ga je še v letu 2017 pred mariborskimi mestnimi svetniki zagovarjal direktor mariborske Snage Cveto Žalik. In dejstvo je to, da bo cena, ko bo sortirnica, bo 95 ali manj. Vse ostalo je iluzorno. Torej, da smo eksplicitno jasni. Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov za najsodobnejšo sortirnico je 95 ali manj evrov. Tako. Zakaj pa naj bi se cene odvoza komunalnih odpadkov zvišale, so v Snagi pojasnili tako. Cena prevzema 1 tone mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2018 znašala 155,10 evra. Storitev predaje mešanih komunalnih odpadkov pa se več ne poslužujemo, saj jih sami obdelujemo v sortirnici. Glede na trenutna gibanja in trende na trgu odpadkov je sicer pričakovati, da bo cena samo še rasla. V ceni, ki jo plačuje uporabnik naše storitve v Mariboru, je vračunana cena prevzema mešanih komunalnih odpadkov v višini 98 evrov. Vkolikor ne bi imeli sortirnice, bi vse mešane komunalne odpadke prodajali, zdaj pa iz sortirnice pridejo 3 frakcije, ki jih lahko prodamo na trgu. V Snagi kot dodaten razlog navajajo še, da se bodo cene dvignile tudi zaradi standarda, ki ga predpisuje država, da se do poletja vzpostavi sistem odvažanja embalaže direktno od vira nastajanja, torej neposredno iz gospodinjstev. Drugi razlog pa zaradi dogajanja na kitajskem tržišču, ki je zaprlo vrata za evropsko embalažo. To je sicer res da povzročilo zmešnjavo na tržišču odvoza komunalnih odpadkov, vendar pa to ne bi smelo tako drastično vplivati na poslovne rezultate v Snagi. Na alarmantno stanje v podjetju opozarjajo tudi v Listi za pravičnost in razvoj. Celotno upravo podjetja so javno pozvali k odstopu. V Listi za pravičnost in razvoj jih seveda danes uradno javno pozivamo na odgovornost. Najmanj, kaj seveda lahko storijo, je, da odstopijo. Posledično pa seveda najmanj to, da sami sanirajo nastalo situacijo. Zakaj bi morali to sanirati občani mesta Maribor? Ne vidimo razloga za to. Namreč, mi smo ves čas opozarjali, da so te odločitve napačne in da bodo nas zanje bolele glave. In to se dejansko nekaj mesecev po volitvah, spomnimo se, samo 6 mesecev nazdaj je seveda bila v sredstvih javnega obveščanja objavljena fotografija, kjer se direktor podjetja slikal z tedanjim županom in oba sta obljubljala nižje položnice. Torej, govorimo o ekipi Andreja Fištrovca, ki mora prevzeti svojo odgovornost. Zakaj bi jo prevzeli občani in občanke? Mi v Listi za pravičnost in razvoj ne vidimo temu nobenega smisla. Ali se bodo cene odvoza komunalnih odpadkov v mariborski občini res da dvignile, bodo sicer odločali mestni svetniki, ki so po večini proti. Direktor nekih etičnih, kako bi rekel, higienskih razlogov moral ponuditi odstop. Zaradi tega, ker je nekdo nam zatrjeval, da se bodo storitve pocenile, sedaj pa, ker tudi temu ni tako, mi bomo pa zdaj to podprli s tem, da bomo dvignili cene. Glejte, v Listi Franca Kanglerja tega ne bomo storili. Jaz ne morem pristati na to, da dvignemo roko za podražitev komunalnih položnic. Tudi v sami predvolilni kampanji je dr. Andrej Fišer, naš kandidat, takrat povedal, da v naslednjem mandatu prišlo do nižanja položnic, ne višanja komunalnih položnic, tako da bi to bilo totalno nasprotju z našim programom in tako da tega občanom ne moremo narediti, se pravi, bo glasovali proti dvigu položnic.
V podjetju Snaga sicer naj ne bi videli rešitve za nastalo luknjo v poslovanju samo v dvigu položnic in posledično obremenitvi občank in občanov Mestne občine Maribor, temveč tudi v dodatnem zadolževanju visokem kar 3 milijone evrov. Povišanje položnic pa po mnenju stranke LPR ne krpa manjka, ki je nastal, temveč le kratkoročno pokrije izgubo, ki je nastala. Mariborskega župana smo pred časom že spraševali po tem, kaj meni o dvigu cen komunalnih položnic in ali direktor Žalik še vedno uživa njegovo zaupanje. Poglejte, po analizi stroška ravnanja z komunalnimi odpadki ima Maribor ena nižjih cen v Sloveniji. Dviga cene ni bilo, mislim, da že 10 let. Veliko se je obetalo od sortirnice, za katero še ne vemo točno, kakšni so trenutni učinki. Se pa istočasno, kar seveda niso mogli takrat vedeti, izjemno dvignil odkup odpadnih smeti mešanih. In takšno poslovanje za Snago nevzdržno. Mi zdaj iščemo analize, delamo, da bi ta dvig cene bil čim manjši, ampak za podjetje vzdržen. Če smo že pri dvigu cene, se pravi odkupne cene, ko ste sami omenili, še morda vprašanje, ali bi vi zaupali direktorju, ki je pred časom na seji občinskega sveta zatrjeval, da bo cena tone mešanih odpadkov, če bo torej zgrajena sortirnica, 95 evrov ali manj, zdaj pa se ta cena naenkrat dvignila, se pravi, je nekako požar svoje obljube, če lahko tako rečeva. Ima direktor Snage še vedno vaše zaupanje, morda vprašanje? Zaenkrat ima zaupanje vsi direktorji vseh javnih podjetij in moramo z njimi najti rešitve. Ne vem točno, kakšna je bila ta obljuba in tudi ne vem, kako bi lahko katerikoli direktor točno vedel, kako se bodo gibale cene odkupa, ker je to stvar trga. Teda bomo preverili vse, kar je bilo tu na tej točki narejeno. Hitro bi si lahko razložili, da je direktor zavajal javnost s tem, ko je obljubljal fiksne cene oziroma celo znižanje cene odvoza komunalnih odpadkov na položnicah Mariborčank in Mariborčanov. Iz Snage odgovarjajo tako. Direktor ni nikoli zavajal javnosti. Dejstvo je, da bi bili danes v veliko slabšem položaju, če ne bi imeli sortirnice. Prihranek na njen račun pri obdelavi odpadkov znaša dober 1 milijon evrov v primerjavi s tem, kako smo z mešanimi komunalnimi odpadki ravnali pred zagonom sortirnice. Dejstvo je tudi, da so se od leta 2017 do danes močno spremenile razmere na trgu odpadkov, na kar Snaga nima vpliva, imajo pa te spremenjene okoliščine vpliv na Snago. Da dodamo še to, povprečna cena ravnanja z odpadki v Sloveniji znaša okrog 16 evrov na mesec, v Mariboru pa povprečni uporabnik plačuje 10,38 evra. S predvidenim dvigom za 50 ali 70 odstotkov pa bomo dosegli visoko slovensko povprečje ali ga celo presegli. Na temo stanja v Snagi se bo v tem tednu sestal tudi Urad za komunalo in prostor Mestne občine Maribor, na izredno sejo pa so povabili tudi predstavnike Snage. Konec minulega tedna so po vsem svetu potekali podnebni protesti, ki so se jih udeležili predvsem mladi. Točno 5 do 12 je mladina zapustila šolske klopi in se podala na ulice, kjer je od vlad in parlamentov zahtevala odločno in pravično podnebno ukrepanje. V Mariboru se je mladina zbrala na Grajskem trgu. Mladina je na ulice prišla z zelo jasnim sporočilom, da moramo izboljšati odnos do našega planeta. Govorili so o neposrednih in uničujočih ter bolečih posledicah človeške industrije in onesnaževanja okolja, ki uničuje naš planet. Krivec je torej znan. Dejansko mi sami, ker z našimi dejanji uničujemo pač ta planet. Mislim, da je glavno biti zavesten o tem, kaj kupujemo, koliko uporabljamo. V bistvu sprememba se začne pri sebi. Sam se moraš prvo spremeniti, pa pač lahko drugim začneš povedati, naj si spremenil. Kot bi rekel Heiner Melek, človek je rak in rak, ki žere naš planet. Zdi se mi dobro, da kot mladi, ki zdaj živimo na tem planetu in ki lahko naredimo sprememba, se teh zadev udejstvujemo in pač se postavimo na svoje lastne noge, če se drugi za nas ne bodo. Mladina je vzklikala, da nimamo planeta B, kamor bi se lahko preselili, ko bomo dokončno uničili planet Zemljo. Njihov protest so podprli tudi nekateri znani Mariborčani. Če se tega ne podpre, potem dejansko človek ne razume sveta, v katerem živi. Torej, absolutno je to treba podpreti in upam, da je to zametek nečesa novega, ker ti otroci bodo morali živeti na tem svetu in absolutno pravi, da se oglašajo, še bolj prav pa je, da jih podpre kdorkoli le more.
Številna podpora je mladim dala še dodatnega zagona, da bodo njihove jasne zahteve tudi uslišane. Nehati moramo svojo odvisnost od fosilnih goriv in pa začeti moramo več govoriti o okolju, predvsem pa začeti skupaj delati za to, da bo jutri boljše. Pri nekaterih zahtevah imajo posluh tudi pri organizatorju festivala Lent, ki že nekaj časa skuša zmanjšati svoj vpliv na okolje. Mi se trudimo biti neoporečni, trudimo se pač eno z drugim narediti najboljše, kar se le da. Vsekakor smo pa dovzetni za vse predloge in biti zeleni, če nič drugega, se trudimo seveda že ves čas v parku in povsod. Naloga še ni opravljena in upam, da bomo opravili v zadovoljstvo vseh. Če bo takšnega razmišljanja še več in ne samo pri mladih, morda ne bo naša epizoda na planetu Zemlja končana v kupu smeti. 59. kurentovanje je za nami. Več kot 7000 nastopajočih iz 12 držav na 4 osrednjih povorkah in kar 73 000 obiskovalcev. Kljub zavidljivim številkam pa se je med in po kurentovanju govorilo predvsem o konfliktu interesov pri izbiri ponudbe vina v Karnevalski dvorani. Težave so se začele pojavljati, ko je podjetje, ki je izvajalo program v Karnevalski dvorani, ponujalo zgolj vino podjetja Gönc, ki je v lasti brata direktorice Zavoda za turizem Ptuj Katje Gönc. Na očitke o nepravilnostih se je odzvala tudi županja mestne občine Ptuj. Jaz samo v okviru svojih pristojnosti želim, da se o vseh teh očitkih, o vseh teh, kar se govori po mestu, na primeren način razprava odvije tam, kjer so pristojnosti, in to je svet zavoda. Zato sem na predsednika sveta zavoda v petek naslovila pismo, v katerem ga pač pozivam, da naj se sestanejo, naj predebatirajo vse to, kar se po mestu govori, vse to, kar se je pač slišalo. Županja je tako v sklopu svojih pristojnosti od službe za revizijo skupne občinske uprave že zahtevala poročilo, kar se tiče razpisa oziroma javnega poziva za izbiro izvajalca programa v Karnevalski dvorani. Poročilo med drugim zaznava pomanjkljivosti, ki se nanašajo na ponudbo vin. Kjer so pač ugotovili, da v javnem pozivu je bilo določeno, da bo izvajalec zagotovil gostinsko ponudbo za obiskovalce prireditve Karnevalske dvorane med dodatnimi pogoji zavoda glede organizacije in izvedbe projekta, ki je predmet poziva, pa je pač bilo tudi določeno, da bi moralo biti cena hrane in pijače oblikovati primerno okolju in krajevnim značilnostim ter vrsti prireditve. Torej, Zavod za turizem je jasno določil, da mora izvajalec pri določitvi cen upoštevati krajevne značilnosti, ni pa tega jasno določil pri ponudbi hrane in pijače. Zaradi tega se pač pripravljalcu tega mnenja zdi dokumentacija pomanjkljiva. Še predtem pa se je na očitke odzvala tudi direktorica Zavoda za turizem Ptuj Katja Gönc. Razpisi, ki jih objavlja zavod, so javno objavljeni in so bili tudi posredovani vsem medijem. Nikoli in nikdar ni nihče ugotavljal ali ugotovil, da bi bile kakršnekoli nepravilnosti pri kateremkoli razpisu javnega Zavoda za turizem Ptuj. Odkar je bil javni Zavod za turizem Ptuj ustanovljen in mu je bila zaupana organizacija kurentovanja, največje ptujske turistične prireditve, skrbi za izvedbo javnih delov prireditve. Komercialni del prireditve je zaradi večjih tveganj zaupan zasebnemu izvajalcu, ki se izbere preko javnega razpisa. S tem javni zavod nima vpliva na izbiro programa in ponudbe v Karnevalski dvorani, razen tistih pogojev, ki so javno in transparentno vsebovani v javnem razpisu. Kljub temu, da ima Ptuj vrsto dobrih vinarjev, pa so odločitve o asortimaju in programu v Karnevalski dvorani v domeni izbranega zasebnega izvajalca. Če pristojne institucije kljub vsemu ugotovijo morebitne nepravilnosti, bo po mnenju županje moral odreagirati svet zavoda. Ponudnik ima namreč pogodbo še za naslednje leto. Ta ponudnik je izbran. Najmanj, kar je to, da se svet zavoda z ponudnikom sestane in mogoče dopolnijo te manjkajoče alineje, oziroma če bodo pač bili podani razlogi za odstop od pogodbe, je to tudi ena, ampak to je zdaj na svetu zavoda. Ker so oni sklepali pogodbe, se bodo oni morali odločiti, kaj bodo zdaj s tem naredili. Županja zdaj čaka, da se sestane svet zavoda, kar je predvideno za 25. marec in se nato pisno opredeli do vseh navedenih očitkov. S pisnim stališčem zavoda bo nato županja seznanila mestni svet. Maribor bo 27. in 28. aprila prizorišče največjega in najprestižnejšega tekmovanja v svetu gorskega kolesarstva, svetovni pokal Mercedes-Benz UC Mountain Bike World Cup 2019.
Organizacija takšne prireditve, ki dnevno privabi do 10 000 obiskovalcev, udeleži pa se okoli 700 tekmovalcev s člani svojih ekip, so sanje vsakega evropskega in svetovnega gorsko-kolesarskega centra. In Mariboru je uspelo, da se po točno 12 letih od prvega tekmovanja najvišjega ranga na pohorskih strminah karavana vrača domov. Do takrat pa bodo po progi za spust različnih težavnosti že vozili ekstremni kolesarji, saj je proga po zimskem premoru odprta že dober teden. Obeta se tudi nekaj sprememb. Bomo pa dogradili kar nekaj novih odsekov pri obstoječih progah, seveda pa trenutno največ energije vlagamo v organizacijo tekmovanj Evropskega pokala, s katerim začnemo 19. aprila in takoj teden dni kasneje z vrhuncem sezone z prvo tekmo svetovnega pokala, kjer bomo gostili vse najboljše kolesarje sveta. Ambasadorka tekme za svetovni pokal je prepričana v veliko število tekmovalcev, predvsem zaradi odličnega mariborskega vzdušja. Po mojem bo zelo veliko ljudi, posebej zato, ker je en teden prej Evropski pokal in bojo vsi hoteli priti prej pogledati, kakva je proga, pa trenirati sem. Pa dejansko v Mariboru je fajn, ker je mesto takoj zraven, fajno vzdušje, tako da samo upam, da bo vreme. Sicer pa bodo proge za spust s kolesi do tekme za svetovni pokal odprte za vse adrenalinske navdušence, ki so po zimskem premoru že komaj čakali na spuste s kolesi. Ja, že kar nekaj časa, ja. Ja, ker smo gonili celo zimo, pa ni toliko hvaležno, kot tole gondola. Lahko narediš več fur, tako da boljše. The track is very good. Just the red line is open, but it's a bit moody, but it's okay. Glede na mednarodni obisk proge za spust je le-ta zanimiva tudi po turistični plati. Letos še toliko bolj zaradi tekme svetovnega pokala, katere prenos bo potekal na platformi Red Bull televizije, ki je nosilec pravic mednarodnega neposrednega prenosa. Gorsko kolesarjenje predstavlja najbolj gledano vsebino tega portala in zagotavlja več kot 3 milijone unikatnih ogledov posameznega tekmovanja, torej tudi mariborskega, medtem ko si celotno serijo sezone ogleda več kot 60 milijonov različnih gledalcev. Minuli vikend smo na Celjskem sejmu spremljali tradicionalni spomladanski četvorček, ki so mu tudi letos dodali še 2 festivala. Zvrstili so se 42. API Slovenija, 24. Flora, 18. sejem Poroka, 15. Altermet ter festival Kulinart in festival Kave. Več tisoč obiskovalcev je lahko izbiralo med ponudbo med več kot 480 razstavljavci. Najstarejši izmed vseh 4 sejmov je API Slovenija. Zbrali so se čebelari in čebelarke iz vse Slovenije. Na stojnicah smo tako našli med in številne izdelke iz medu. So pa ob tem slovenski čebelari opozorili, da lahko potrošnik kakovostni slovenski med kupi le pri čebelarju. Pri čebelarjih vsekakor, v trgovini ne vemo, odkot ga dobimo. Ne? Od vse povsod je sveta, slovenski pa je pri nas. Ne? Pri čebelarjih je najboljši. Na sejmu API Slovenija so tudi letos osveščali. Obiskovalci celjskega sejmišča pa so lahko primerjali in izbirali med ponudbo slovenskih in tujih razstavljalcev. Tako na najstarejšem izmed 4 tradicionalnih spomladanskih sejmov, kot na festivalu Kulinart in festivalu Kave, kjer so tokrat prvič predstavili vseslovenski projekt Sladkajmo kavo z medom. Slovenski čebelari so nam podarili cvetlični med, pakiranga, tako da namesto sladkorja v kavico medek podpremo čebelarje, čebelce pa slovenske produkte. Ne? Kakšna je kava z medom, smo preverili med obiskovalci. Ponavadi ne pijem kave s sladkorjem, črno kavo pijem, se nekaj, da bo zdaj bom probala, pa še z medom, no, tako je res odlična. Z medom je v redu, ampak mora biti majčken razredčen, ne sme biti preveč gosto, zato ker med se uživa po kapljicah, ne po žličkah, po kapljicah, pravi med. Ne? In zato ljudje ne smejo s tem pretiravati, zato ker jim to lahko na zdravje škodi. Brez dodatkov pa zagotovo ne gre pri načrtovanju poroke. Celjski sejem je še ena od priložnosti, kjer bodoči ženini in neveste lahko na enem mestu izberejo vse ali karkoli, kar sodi k edinstvenemu dnevu. Spomladi se pričnejo tudi opravila na vrtu, za kar so poskrbeli na sejmu Flora. V tem času se sadi grah, čebulček, bob, kakšne redkvice, kakšne sadike solad v kakšne zaščitene prostore, pa počasi se pripravljajo z sadikami, vzgojo sadik. Paradižniki, paprike, kakšne take zadeve.
Četrti od tradicionalnega spomladanskega četvorčka pa je sejem Altermet, kjer se vsako leto združijo najrazličnejši ponudniki različnih oblik pomoči sočloveku. V vsej svoji pestrosti je spomladanski celjski sejem tudi letos uspel s tradicionalno ponudbo in razširitvijo z novostmi. Predstavljamo vseslovenski projekt Sladkajmo kavo z medom, ki smo ga pripravili skupaj z Čebelarsko zvezo Slovenije, podjetje Medex pa celjski sejem. Kavo z medom lahko poskusite na sejmu Festival kave Slovenija, ki se nahaja v hali C na sejmišču. Potem seveda imamo novosti, na vsakem sejmu se predstavljajo zanimive stvari, recimo sejem Altermet je sejem zdravega načina življenja, kar pomeni, da se lahko obiskovalci najdejo najrazličnejše načine naravnega zdravljenja. Letos je rdeča nit tudi tema boj proti bolečinam na naravni način. Na Flori imamo letos še posebej izpostavljene visoke grede, pa urbano vrtnarjenje, se pravi, možno je kupiti visoke grede, možno se izobraziti, kako vrtnariti v visokih gredah. Na Kulinarto seveda se lahko razvajate vaše brbončice z najrazličnejšo pijačo, hrano, se pravi od sladic, hamburgerjev, suhih salam, sirov in tako naprej. Ideje za prihodnje leta pravi, da jim ne manjka, zato je pričakovati, da bodo široko ponudbo najmanj obdržali, če ne še dodatno razširili. Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj je praznovala svoj 61. rojstni dan. Ta praznik so ovekovečili z izjemno predstavo učencev šole z naslovom Vstopimo v srednjeveški Ptuj. Osnovnošolci so predstavo pripravili v sklopu 1950-letnice prve pisne omembe Ptuja. V letošnjem letu smo se odločili, da se pridružimo praznovanjem Mestne občine Ptuj ob pomembni obletnici 1950 let prve pisne omembe Ptuja. Zato že vse leto intenzivno delamo na tem področju. Učenci imajo različne delavnice, predavanja, seznanjajo se z zgodovino našega mesta. Za današnji dan smo pa pripravili srednjeveško tržnico, na kateri bodo učenci prikazali, kako je izgledal semanji dan v srednjem veku in kakšna so bila takrat pravila. Številni nastopajoči so na prireditvi prikazali semanji dan v cvetočem srednjeveškem Ptuju. Prikazali so, kakšen red je vladal na sejmu, pa tudi kdo je lahko prodajal in kupčeval. Oblečena sem kot branjevka neke vrste. Za ta dan je zelo posebno, da smo tako oblečeni, ker imamo to prireditev in smo se vsi tako oblekli. Smo zabavljači, žongliramo, oblečeni smo pa v preprosto kiklico, preproste hlače, pa zokne. Nastop pa je bil sestavljen iz žonglerskega dela in akrobatičnega dela. Učenci so se res da potrudili in pripravili pravo zgodovinsko predstavo, ki nas je popeljala v čas rimskega Petovija. Prva četrtfinalna tekma v pokalu prve slovenske futsal lige med Futurenet Maribor in KMN Oplast Kobarid je minila z visoko zmago Mariborčanov 7-2. Mariborčani so si z zmago priigrali nastop v končnici prvenstva. Petkova tekma v dvorani Lukna je Mariborčanom dala novega zagona, potem ko so s 5 goli razlike pokopali ekipo iz Kobarida. No, jaz mislim, da je rezultat mogoče malo previsok glede na dogajanje na igrišču. Mislim, da smo imeli prvi polčas, pa tudi drugi, zelo lepe priložnosti. Nažalost pa nimamo te kvalitete, ko ima Maribor. Oni v bistvu iz vsake naše napake dosežejo zadetek, prve 3 zadetke so tako dosegli, mi pa na drugi strani ne in tu je največja razlika. Ne vem, spustili smo se odprto v boj, nismo se bali nasprotnika, je pa tako, no. Trenutno je sigurno Maribor realno je pred nami in nimam kaj drugega za povedati. Kapetan vijoličastih je k končnemu rezultatu prispeval 2 gola. Danes smo vedeli, da bo res težka tekma. Imamo neko nesrečo, vsi igralci so se nam zdaj v play-offu poškodovali. Od mlajše ekipe tudi člani, tako da smo danes nekako speljali to z 6 igralci. In jaz mislim, da vseeno zaslužijo na koncu zmagali. Kljub temu, da jim je zagon sredi tekme nekoliko padel, so se uspeli pobrati in postaviti končni rezultat. Naredili smo rezultat 5-0, treba je vedeti, da imamo poškodovane igralce, kaznovane, malo nas je, zato so tudi mladi igralci prišli takrat not, da so imeli igralci iz Kobarida toliko šans.
Ko smo pa videli, da preveč lahko pridejo do zaključkov, smo mogli še malo na plin stopiti, pa smo mirno potem tekmo pripeljali do konca. Mariborčani na lestvici trdno zasedajo drugo mesto, za vodilnim Dobovcem zaostajajo za 5 točk. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V holističnem centru Moč srca na Vetrinski ulici v Mariboru se lahko jutri, 19. marca ob 19:30 udeležite predavanja, kako čustva vplivajo na naše bolezni in zdravje. Tudi v Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravljajo Family Lab starševske večere. Prvi večer, ki bo jutri ob 17:30, pa nosi naslov Življenje z najstnikom. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih mbreport.si in lokalec.si. Nasvidenje.